3-krat sem prebral vaš komentar, pa ga nikako nisem razumel. Oziroma razumel sem, da vam nisem glih najbolj všeč in da vam gre mal na živce ali pa celo veliko. Lejte, omenjate, da mi je mama skozi rit odnašala. Ja, res mi jo je. In jaz ne zastopam, zakaj taka jeza in vas in tudi še nekaterih drugih, ker mi je mama vedno stala ob strani. Jaz mislim, da vsi te, ki vas tako moti to, da je meni mama stala ob strani, moti to zato, ker vam vaša mama ni tako stala ob strani, kot je meni moja, in se vam potem to strašno nefer zdi, da pač meni je stala, vam pa ni stala. Ampak, glejte, življenje je tako, ki je, tako da naredi iz življenja maksimum, kar lahko narediš. Mrskaj se da tudi narediti, tudi če ti mama ne stoji ob strani. Mogoče še kaj več, glejte, ponavadi uspejo tisti, ki jim gre vse narobe v življenju, bom rekel, v otroštvu, ki so imeli res slabe starše, ki so imeli res slabe pogoje. In to jih je gnalo, da so nekam v življenju prišli. Jaz poznam veliko takih ljudi in jim tudi zelo privoščim, da so prišli do tega. Jaz tudi skoraj čisto vsakemu človeku privoščim. In lejte, kaj imam jaz več, kot imate vi, ki ste napisali ta komentar. To je to, da jaz nikoli ne bi šel enemu človeku tak komentar pisati, kot ste ga šli vi meni, in s tem pokazali neko nevoščljivost, oziroma malo ste me hoteli ponižati. To ste sam pokazali, da vam grem na živce, tako da če sem na kaj ponosen, sem ponosen na to, da privoščam drugim ljudem, da mi ne grejo kar brez veze na živce, ne vem, zato, ker so bolj uspešni, kot jaz. Glejte, na to sem res, res zelo ponosen. Dragi gledalci, dajte še vi povedati svoje mnenje o tem, pa tukaj spodaj imate link, si poglejte cel ta video, na katerega me je ta gospod komentiral, pa seveda všečkajte tole, pa zasledite me na YouTubu, če me še ne sledite. Adijo.